naslednjih minutah se bomo podali v znanost in preverili, kako je z ženskami v znanosti. Namreč od nekdaj so pri nas in po svetu v znanosti kraljevali moški. Vendar bi bilo naše življenje brez znanstvenic danes precej drugačno. No, v letu 2009 je sicer bilo med vsemi evropskimi raziskovalci zgolj 33% žensk, v Sloveniji pa 36%. Slovenija se sicer po deležu žensk v raziskovalnih okoljih uvršča v spodnjo polovico držav. No, tudi zato v Sloveniji poteka nacionalni program za ženske v znanosti in njegova štipendistka je tudi moja gostja, inženirka kemijske tehnologije Janja Stergar. Janja, dobro jutro. Dobro jutro. Znanost. Zakaj ste se odločili spopadati s tem področjem? Kaj vas žene v znanosti? Torej, moram priznati, da mi je bila kemija že kot osnovnošolski predmet predstavljena na zelo zanimiv način. Tako da je v bistvu potem ta ljubezen do kemije še samo rasla, se stopnjevala. Potem tekom opravljanja diplomskega dela sem se potem tudi odločila, v bistvu, da nadaljujem svoje raziskovalno delo kot mlada raziskovalka. Veliko pomembnih odkritij ste odkrile ženske v preteklosti, pa vendarle vam je bilo pripisanih zelo malo zaslug. Zakaj se tako malo žensk podaja v znanost? Ja, moram reči, da je to kar, se pravi, kar, ne bom rekla težko, ampak jaz mislim, da je za nekatere verjetno težko usklajevati, se pravi, tako družinske kot pa se pravi te službene obveznosti. Tako da mogoče zaradi tega, čeprav v bistvu v našem laboratoriju moram reči, da nas je približno pol-pol in se to izkazuje kot zelo dobro, ker v bistvu razmišljanje moških in žensk je različno, tako da v bistvu, če to skupaj združimo, v bistvu potem pride do uspeha oziroma vodi do uspeha. Sami pripravljate doktorsko nalogo. Vaše delo je sicer namenjeno, to moram prebrati, proučevanju magnetnih nanodelcev na osnovi zlitin niklja in bakra ter zlitin niklja in kroma za uporabo v samoregulativni magnetni hipertermiji. Kaj natančno tole pomeni, ni zelo zapleteno? Gre pa za medicinsko odkritje. Torej, magnetna hipertermija je metoda, s katero se zdravi rakaste celice, medtem ko zdrave celice ostanejo nepoškodovane. Nam je uspelo sintetizirati, se pravi, magnetni material, torej na osnovi niklja in bakra oziroma niklja in kroma, ki ima take lastnosti, se pravi, da se pod vplivom izmeničnega magnetnega polja greje, torej oddaja toploto in pri tem se pravi uničuje rakaste celice, ki se uničijo v območju od 42 do 47 stopinj Celzija. V bistvu je ta material z takimi lastnostmi, medtem ko zdrave celice pri tej temperaturi ostanejo nepoškodovane oziroma je ta poškodba minimalna. Tako da za lažjo predstavo, ta material se ubrizga recimo v rakast del telesa in potem se preko elektromagnetnega polja segreje in uniči te zlobne rakaste celice. Je znanstveno okolje odklonilno do žensk? Sami ste dejali, da ste v vašem okolju nekako pol-pol, pol moških, pol žensk. Vas vaši kolegi gledajo zviška? Jaz moram reči, da nisem v teh 3 letih in pol v bistvu raziskovalnega dela tega zasledila. Moram reči, da v bistvu brez svojih sodelavcev zagotovo ne bi uspela priti do teh rezultatov, ki v bistvu smo jih objavili, tako da v bistvu vsa hvala sodelavcem, tako moškemu delu ekipe, kot ženskemu delu ekipe. Poleg tega ste znanstvenica, kemičarka, ste tudi mati. Kaj je težje? Odkrivati torej nanodelce in njihove možnosti uporabe v medicini ali obvladati majhne nadebudneže? Težko bi se opredelila, kaj je težje, vsekakor pa mislim, da moraš biti vsepovsod, se pravi vztrajen, ne obupati, če kaj takoj ne uspe, tako pri tistih najmanjših, kot recimo pri eksperimentalnih poskusi, pa potrpežljivost je potrebna tako na eni kot na drugi strani. Kako pa na vas gleda vaš partner? Konec koncev običajno velja prepričanje, da se moški bojimo odločnih,
pametnih žensk? Jaz moram reči, da vsa hvala možu, se pravi za vso podporo, spodbudo, ker če v bistvu ne bi imela podpore svoje družine, verjetno zagotovo ne bi v bistvu uspela oziroma bila danes tukaj. V preteklosti vsaj smo zelo velikokrat slišali, da želi naša država postati nekako družba znanja, kar je nekako tudi napotilo Evropske unije. Vendarle v tem času pri nas znanstveniki niste ravno iskana roba, če tako rečemo. Kako je z iskanjem službe za znanstvenike, konec koncev tudi na vašem področju, kemijskem, pri nas? Torej, jaz počasi zaključujem svoj doktorski študij in moram reči, da za enkrat še prihodnost pri meni negotova oziroma še ne vem v bistvu kako in kaj, vsekakor pa bi si želela, se pravi, službe, kjer bi lahko usklajevala, se pravi, tako službene obveznosti kot tudi družinske radosti. Ste, kot rečeno, tudi štipendistka nacionalnega programa za ženske v znanosti. Je po vašem mnenju pomemben in potreben tak program? Bo še katero žensko spodbudil, da vendarle znanost ni bav in če to področje veseli, je bolje biti v laboratoriju, kot pa doma v kuhinji? Jaz mislim, da vsekakor je to super program. Že v bistvu to, da dobiš štipendijo, je to neka potrditev, da si delal dobro, da si se odločil za pravo pot in vsekakor spodbuda za naprej, tako da jaz mislim, da ja vsekakor v bistvu doprinese, da se bo še kakšna ženska odločila za raziskovalno smer. No, kdaj si mislimo, se je že vse odkrito? Je že vse odkrito? Ne, nikakor ne. Še veliko dela vas torej čaka. Morda za konec čisto takšno malo hudomušno, stereotipno vprašanje, kje se bolje znajdete? V laboratoriju ali v kuhinji? Jaz mislim, da se kar tako v laboratoriju kot v kuhinji znajdem. Zdaj, kako se znajdem v kuhinji, bi verjetno mogli vprašati moje domače. Kako se pa znajdem v laboratoriju, pa verjetno tudi moje nadrejene, tako da mogoče ni to umestno vprašanje zame. Verjetno pa je v kuhinji, če se kaj zažge, znanstvenici dosti lažje razložiti in upravičiti, kot pa recimo običajni ženski. Tako, hvala lepa za vaš obisk, uspešno delo vam želim še naprej, uspešno pri iskanju službe. Upajmo, da v Sloveniji konec koncev nam bo to tudi veliko doprineslo, če boste znanstvenice in znanstveniki ostali tudi pri nas doma. Sicer pa še enkrat hvala za obisk.